Pozdravljeni. Najprej hvala lepa, da lahko sodelujem v programu študijske knjižnice na Ravnah oziroma Osrednje koroške knjižnice. Radi bi nekaj slišali o starejši koroški publicistiki in o koroškem plebiscitu in naslov referata, ki ste mi ga pripisali, pa je Koroški plebiscit in starejša koroška periodika. V središču razmišljanja je starejša slovenska publicistika na Koroškem, katere nastanek, razvoj in delovanje ne moremo ločiti od splošnega družbeno-političnega razvoja Slovencev na Koroškem. Dejstvo je, da ta ni bila enojezična, slovenska, sem prištevamo tudi glasila v nemškem jeziku, ki so zagovarjala zamisli političnega in kulturnega razvoja slovenskega prebivalstva na Koroškem. Desetletja pred plebiscitom so bila neugodna za razmah slovenske periodike, ki je le v zelo ozkem pogledu in časovno omejenem času nagovarjala večje število bralcev v drugih slovenskih pokrajinah. Socialna razslojenost koroških Slovencev ni potekala tako kot pri nemškem večinskem prebivalstvu. To je absorbiralo prav tiste Slovence, ki bi v normalnih razmerah utegnili biti nosilci večjega razmaha narodnega gibanja. Že v samem revolucionarnem letu 1848 zasledimo trditev o manjvrednosti slovenščine in slovenske kulture ter misel, da se morajo Slovenci zahvaliti za ves napredek le nemški superiornosti na kulturnem in drugih področjih. Prizadevanja maloštevilnega kroga zavzetih slovenskih kulturnikov, da razširijo slovensko intelektualno bazo preko one na cerkvenem področju, so kazala prve rezultate, vendar niso bila trajna in dosledna. Slovenska publicistika na Koroškem se je mogla nasloniti le na omejen krog odjemalcev. V omejenem pogledu velja to tudi za nemško, saj so morale na primer Freie Stimmen prenehati izhajati 1873 prav zaradi premajhnega odziva bralcev, ki so lahko segali po graški in dunajski publicistiki. S podobnimi problemi se je boril s svojim nemškim Kärntner Blattom tudi Einspieler. Z bridkostjo je namreč ugotavljal, da njegovi konzervativni somišljeniki, tudi duhovniki na nemških farah, berejo dunajske liberalne časopise, ne pa njegovega. Koroško so že tedaj zapuščali mladi intelektualci, ki tu niso našli zaposlitve ali pa kot Slovenci take priložnosti sploh niso dobili. Ta proces se je nadaljeval vsa desetletja. Trditev, da je koroškim Slovencem primanjkovala laična inteligenca, sicer drži, vendar bi jo bilo potrebno korigirati v smeri, kakšno je bilo število odseljene inteligence. Rojeni Slovenci, to je bila strokovna oznaka, so na celovški humanistični gimnaziji in na obeh realkah na Koroškem obvezno obiskovali slovenski predmetni pouk. Iz gimnazije jih je določeno število prestopilo v celovško bogoslovje, o življenjskih karierah drugih pa nam manjkajo podatki. Nepoznano je tudi število tistih dijakov, ki so se slovenskemu predmetnemu pouku izognili s tem, da se niso deklarirali kot rojeni Slovenci, vendar so to bili. Razrednih katalogov celovškega učiteljišča in zasebnega učiteljišča pri uršulinkah
pa itak še nihče ni analiziral glede na narodno pripadnost dijakov in dijakin. Presenetljivo namreč je, da je učiteljskim kadrom, odpuščenim po plebiscitu, bilo le znatno število učiteljic koroškega pokolenja, četudi so se kot Slovenke verjetno dejansko priznale šele v času jugoslovanske uprave cone A. Ekonomsko torej slovenska publicistika ni mogla biti uspešna. To lahko ugotovimo tako glede njenega obsega nasploh, kot tudi glede naklade in pičlega obsega posameznih izdaj. Vendar velja poudariti, da sta izhajala oba glavna časopisa, Celovški Slovenec in Mir, v politično domala povsem drugih časih in pogojih. Slovencu se še ni bilo potrebno neprestano boriti z liberalnim nasprotnikom, Mir pa je izhajal v času zaostrenih nacionalnih razhajanj med obema etnijama v deželi. Slovenec je povsem vseslovenski. Mir pa lahko karakteriziramo kot lokalni koroški list, ki je imel nekaj bralcev izven dežele in prinašal priložnostno tudi informacije iz centralnega slovenskega prostora. Nekega razvejanega slovenskega društvenega življenja v času izhajanja Slovenca še ni bilo. Kar seveda velja tudi za nemško periodiko, saj je zakon, ki je omogočal društveno dejavnost, izšel šele po njegovi ukinitvi. Mir pa je bil pravi organizator in agitator društvenega življenja med Slovenci na Koroškem. Kjer je bilo uničeno v letih nacistične strahovlade arhivsko gradivo številnih slovenskih organizacij, zvez in društev, je tudi prvovrsten zgodovinski vir. Med uničenim gradivom je bil tudi knjižni fond Krščansko-socialne zveze z rokopisi. Dokaj avtentična rekonstrukcija društvenega delovanja med koroškimi Slovenci je mogoča tako le s pomočjo časopisnih poročil. Raziskovalci segajo seveda tudi po virih v državnih arhivih in v deželnem, z arhivskim gradivom posameznih okrajnih glavarstv pa se raziskovalci še niso dosti soočali. Za čas po plebiscitu pa prav na osnovi gradiv okrajnih glavarstv lahko povemo, v kakšni meri so bili Slovenci na Koroškem publicistično povezani z Ljubljano in Mariborom. Koroški Slovenci so bili tedaj že pod nadzorstvom oblasti, ki je registrirala tako rekoč vsakega naročnika slovenske periodike. Ali je s takim nadzorom pričela že ob izbruhu Prve svetovne vojne ali pa še prej, do sedaj ni bilo mogoče natančno ugotoviti. Natančno pa je beležila višino naklade vseh časopisov, tako tudi naklado Mira, v poročilih dunajske vladi pa zasledimo občasno tudi vest, da so koroški Slovenci naročeni na liste v Ljubljani in Mariboru brez točnega števila abonentov. Glede povojnega slovenskega verskega tiska so deloma na voljo tudi podatki iz oznanilnih knjig in podatki poizvedovanj posameznih okrajnih glavarstev, deloma s točnim številom abonentov. Dejstvo je, da so bili Slovenci na Koroškem brez ustreznega lastnega slovenskega glasila v zelo razgibanem času ustanavljanja prvih političnih društev od novembra 1869 naprej in v času taborskega gibanja. Besednik, ki je izhajal v letih 1869 do 1878, te vrzeli nikako ni mogel zapolniti. Prinašal je le zelo kratke informacije politične vsebine. Isto velja za slovenskega prijatelja. Einspielerjev Kärntner Platt pa je bil namenjen zlasti organiziranju političnega, katoliškega, konzervativnega gibanja, čeprav je prinašal tudi vesti o ustanavljanju slovenskih katoliških
konstitucionalnih društev širom dežele in o taborih, sicer pa dosledno zagovarjal nemško-slovensko sodelovanje. Uradna Klagenfurter Zeitung je glede spremljanja slovenskega življenja na Koroškem dokaj nezanimiva. Pomembnejše so Freie Stimmen. List je izhajal v letih 1870 do 1873 in znova od 1. maja 1881 naprej, najprej dvakrat, potem trikrat, zatem petkrat na teden, od leta 1913 pa kot tednik oziroma dnevnik. List je že v prvih letnikih polemiziral proti šolskim, jezikovnim in gospodarskim zahtevam koroških Slovencev in razvil vse elemente propagande in agitacije, ki jih je po ponovnem izidu leta 1881 neprestano prilagajal vsakokratni aktualni politični situaciji. Einspielerjevo odločitev, da na svoja stara leta ponovno prične izdajati slovenski list, lahko interpretiramo tudi kot reakcijo na ponoven izid sedaj že povsem nemško-nacionalnega lista, je pa tudi znak njegove postopne odtujitve od slovensko-nemškega slogaštva na konzervativni katoliški osnovi. Kärntner Tagblatt, ki so ga izdajali po razhodu s Slovenci odnosno smrti Andreja Einspielerja, konzervativci, krščanski socialci, je sicer pogosto pisal tudi proti slovenskim zahtevam po enakopravnosti, vendar ne tako strupeno, kot so to počenjale Freie Stimmen. Slovensko periodiko na Koroškem je vse do svoje smrti leta 1888 bistveno zaznamoval Andrej Einspieler, ki je v signiranih prispevkih, v lastnih in drugih listih občasno uporabljal tudi sinonim svečan. Osnovna značilnost njegove publicistične, založniške in izdajateljske dejavnosti je bila, da je to počenjal v slovenščini in nemščini. Domala vse svoje življenje je bil zagovornik slovensko-nemškega sodelovanja na katoliški osnovi. S svojim mesečnikom Stimmen aus Innerösterreich, ki so izhajale od 1861 do 1863, je zagovarjal združitev Slovencev v neki notranje avstrijski deželni skupini in s tem ni sledil zamisli Matije Majerja Ziljskega o zedinjeni Sloveniji, vendar je v listu dopustil, da je slovenjeplajbaški župnik Simon Muden zapisal znamenite besede, ki so ga potem spravile pred sodišče. Ker Einspieler svojega sodelavca, ki je svaril deželni zbor pred ločitvijo dežele po narodnosti, ni hotel izdati, je Einspieler sam prišel pred sodnika in je bil po besedah škofa Virija kot eden najbolj izobraženih duhovnikov škofije obsojen na enomesečno zaporno kazen in razmeroma visoko denarno. To kazen je v smislu konkordatskih določil presedel v samostanu Marija Logau v Leški dolini. Bolj pa je Einspielerja prizadelo, da je zaradi obsodbe izgubil deželnozborski mandat, ki si ga je izboril v kmečki kuriji Velikovškega okraja. Poleg tega je moral oblastem, posvetni in cerkveni, obljubiti, da se publicistično ne bo več udejstvoval. To pa ga ni oviralo, da iz ozadja ne bi še naprej deloval. Bil je duhovni oče lista Dravpost, ki je izhajal od 1863 do 1865. Že leta 1865 je ustanovil Celovškega Slovenca, ki je zdaleč presegal ozke meje in bil najpomembnejši list vse njegove publicistične dejavnosti. Sam se je držal dolgo v ozadju, kot izdajatelj in odgovorni urednik je nastopal Janez Božič,
List je prinašal novice iz vseh slovenskih pokrajin, bil je izrazito političen in dobro urejevan. Imel je dopisnike iz vseh pokrajin s slovenskim prebivalstvom. V Slovenciji je potekala intenzivna diskusija o politični poti Slovencev v okviru monarhije. Sprva je list vztrajal pri mariborskem programu in ga zagovarjal, kar je prihajalo do izraza tudi v rubriki Dežele notranje avstrijanske. Vendar se je vedno spet več dopisnikov zavzemalo za to, da se Slovenci končno orientirajo po nacionalnem principu. Tega sta svojimi prispevki v listu naposled uveljavila Josip Vošnjak in Fran Levstik. List je spremenil ime rubrike Dežele notranje avstrijanske z naslovom Slovenske dežele. V ospredju vseh zahtev je bila jezikovna enakopravnost, torej jezikovna enakopravnost slovenščine v šolah, uradih in pred sodišči. Pri tem seveda velja poudariti, da Slovenec ni bil proti nemščini in se je strinjal s potrebo po znanju nemščine, vendar naj ta ne bi prednjačila na račun slovenščine. Ljudska šola je bila še pod nadzorstvom cerkve. List je sicer poročal že o prvih zahtevah po uveljavljanju nemščine kot učnem jeziku na področju slovenskega etničnega ozemlja, vendar je vedel, da slovenščini še ne grozi nevarnost glede izgube statusa učnega jezika. Toda list je že opažal pomanjkljivo narodno zavest med slovenskim prebivalstvom na Koroškem in vzroke za le-to videl v njegovi vsesplošni družbeni podrejenosti. Le redko je pisal o nezavednih Slovencih kot renegatih oziroma Nemcem prijaznih Slovencih in Nemčurjih, o nezavednih, kar je bilo potem najti na primer v Miru domala v vsaki številki. Slovenec je zagovarjal materinščino kot izhodiščni pogoj vse vzgoje in izobraževanja. Odločno se je zavzemal za večje upoštevanje slovenščine na gimnazijah in realkah. Tozadevno se je situacija na Koroškem temeljito spremenila šele v letih po sprejetju osnovnošolskega zakona leta 1869, odnosno po širokih poizvedovanjih deželnega odbora, v katerem jeziku naj v ljudskih šolah poteka pouk. V letih izredne politične napetosti in vojn je poudarjal Slovenec potrebo po mirni rešitvi konfliktov. Bil je zagovornik federalistične ureditve države in bil proti dualizmu. Manj se je znašel na gospodarskem področju. Videl je predvsem propadanje železopredelovalne industrije v slovenskih pokrajinah, o vzrokih pa ni bil na tekočem. Posledice, predvsem porast proletariata, pa je videl bolj kot grožnjo obstoječemu redu in morali. Glede strankarske politike velja povedati, da je zagovarjal slogaštvo, ločitev duhov se je v slovenskem prostoru šele začela. Z velikim navdušenjem je leta 1867 poročal o slovenskih volilnih uspehih na Kranjskem in na Štajerskem in s tem zbudil pozornost oblasti. Čelovške oblasti, konkretno deželni namestnik glede pisanja lista, ni videl nobene nevarnosti. Njegovo pozornost je zbudil kranjski deželni namestnik, ki je svojega koroškega vladnega tovariša primerno opozoril na škodljivo pisanje in poročanje Slovenca. Celovška oblast ni našla nič konkretnega proti listu, vendar je pritisnila na tiskarja, ki je Slovencu odpovedal nadaljnje tiskanje. List je bil s tem obsojen na propad. Vsa prizadevanja, da bi Slovenci ustanovili v Celovcu svojo tiskarno, so propadla.
Oblast se je izgovarjala, da zadostujeta za celovec obstoječi dve tiskarni. 15 let je moralo preteči, prednji je na Koroškem spet pričel izhajati slovenski politični list. Bil je to Mir, ki je najprej izhajal 2-krat mesečno, potem od leta 1892 prešel na 3-kratno izhajanje na mesec, po odpravi Koleka v letu 1900 pa je izhajal tedensko. Brez pretiravanja list lahko označimo kot kroniko družbeno-političnega življenja koroških Slovencev za vse obdobje njegovega izhajanja. V svojih uvodnikih je tolmačil zahteve koroških Slovencev na političnem, kulturnem in gospodarskem področju. V času volitev občinskih, deželno-zborskih in državno-zborskih je bil agitator in propagator. Potem je objavljal obširna poročila o delovanju slovenskih mandatarjev v Koroškem deželnem zboru in državnem zboru. Deloma zasledimo v njem kar integralne govore slovenskih državno-zborskih poslancev na Dunaju, predvsem o ljudskošolski tematiki koroških Slovencev. Z njegovo pomočjo sledimo nastajanju in delovanju slovenskih prosvetnih društev, nastajanju in delovanju hranilnic in posojilnic na slovenskem etničnem področju Koroške. Po letu 1890 pa vse bolj postaja glasilo katoliškega političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Naznanja vse njegove dejavnosti, zlasti shode, in potem o njih obširno poroča. Na osnovi njegovih uvodnikov, poročil in informacij lahko karakteriziramo slovensko narodno gibanje na Koroškem kot izrazito emancipacijsko. Zlasti v poročilih o delovanju hranilnic in posojilnic vedno spet zasledimo pozive, da naj se koroški Slovenci osvobodijo krempljev nemških gospodarskih organizacij in ustanov. Mir veliko polemizira proti nemško-nacionalnim listom in zavrača njihovo pokroviteljsko naravnanost glede superiornosti nemške kulture. Odločno brani tiste, ki stojijo v prvih vrstah nacionalnega boja za enakopravnost in zagovarja povezanost gibanja s Kranjsko in Štajersko. Na osnovi dopisov seveda sklepamo, da je list imel precej dopisnikov iz duhovniških vrst. Gotovo pa je potrebno opozoriti, da le-ti niso bili edini. To velja zlasti za nekatere kraje v Rožu, naprimer za Borovlje in Glinje, kjer so se Slovenci organizirali na gospodarskem, kulturnem in tudi političnem področju mimo župnišča, kjer je deloval dolga leta župnik, ki je rad zahajal med nemške nacionalne vrste. To se je spremenilo šele po njegovem odhodu in postavitvi delavskega doma v Podljubelju, kamor je krška škofija poslala posebno šolanega duhovnika Janko Arnuša. Vsi duhovniki na slovenskem etničnem področju so bili v prvi vrsti dušni pastirji, vsi pa zdaleč neaktivni narodni delavci, čeprav so potem v odločilnih trenutkih sledili in podpirali slovenske narodno-politične zahteve, saj so jih sooblikovali v neki meri in deloma tudi v zelo veliki meri njihovi stanovski tovariši. Strnjena slovenska duhovniška fronta se je v Celovcu zamajala samo začetka 20. stoletja. Tedaj je skupina katoliških laikov in nekaterih duhovnikov skušala spraviti v vodilni položaj pri Mrojevi družbi Franca Xaverja Meška. Škof Kan pa je prav v tistem trenutku iskal primerno zaposlitev za Valentina Podgorca, ki ga je hotel spraviti iz Marjanišča, malega semenišča. Proti vidnemu aktivistu zlasti na slovenskem ekonomskem področju pa skupina ni mogla ugovarjati. V socialnem pogledu Mir seveda ni bil revolucionaren. Z distanco je spremljal industrijski proletariat
in porast vpliva socialdemokratov na Južnem Koroškem. Že bolj uvideven je bil glede kmečkega proletariata, saj zasledimo v njegovih rubrikah, odnosno poročilih, kar nekaj predlogov in zahtev za njegovo starostno zavarovanje. Resnejši je bil odziv lista na spor med Katoliškim političnim društvom in Slovensko ljudsko stranko o priložnosti razprav o volilni reformi leta 1907, ki so ga vrhovi obeh organizacij le nekako pogladili, čeprav je potem tlel pod površjem še dolga leta. Ta konflikt je sovpadal z odcepom dela slovenskih funkcionarjev in drugih od uveljavljenega zastopstva in izdajo lista Korošec, ki je izhajal od leta 1907 do 1911 v Kranju pod odgovornim urednikom Lavoslavom Mikušem. Ta list je naznanjal po eni strani političen razhod med koroškimi Slovenci, po drugi pa dokumentira eksistenco skupine izobražencev, ki niso hoteli slediti politiki katoliškega političnega društva, ki se jim je prav v tem času zdela vse preveč konzervativna. Poizkus samostojnega delovanja pa se je ponesrečil, zaledje je bilo prešibko, staro društvo pa zasidrano. Korošec je glede politike sledil v prvi vrsti slovenskemu liberalnemu taboru, njegov kritičen odnos do slovenske duhovščine na Koroškem mu je prej škodoval kot koristil. Mir je dalj časa urejeval Filip Hadalab, svoj pečat je listu dal tudi urednik Anton Ekar, nazadnje pa Franc Modej. Ob strani moramo tukaj pustiti tiskane in rokopisne leposlovne liste, ki so izhajali na Koroškem, prav tako razne priloge Mira in slovenske priloge nemških strokovnih glasil. Nemški liberalizem, ki je na Koroškem zgodaj prešel na pozicije nemškega nacionalizma, je na osnovi odnosov s pomočjo kurijalnega volilnega reda in svoje vrstne razdelitve volilnih okrajev hegemonialno obvladoval deželno politiko. V kmečki zvezi, ki je na slovenskem etničnem ozemlju imela močno zaslombo v vaški, odnosno občinski buržoaziji, je našel kongenialnega partnerja svojih stremljenj. Slovensko narodno gibanje nikoli ni zajelo vsega slovenskega prebivalstva, v svojem bistvu je zajelo vse manjše in srednje kmete. Bilo je in ostajalo katoliško konzervativno. Tako da so mnogi Slovenci zapustili društvo in sledili drugim političnim organizacijam oziroma našli svojo politično domovino tam, kjer so videli zagotovljene svoje socialne in idejne interese. Kmečka zveza, ki smo jo imenovali že zgoraj, je imela močan položaj v deželnem kulturnem svetu, organu, ki je subvencioniral modernizacijo kmetijstva. Te subvencije so tekle v nacionalnem pogledu zelo enostransko, torej v nemško stran, kot je to pokazala analiza na primeru Zilje. Odločilno vlogo je igrala utrakvistična šola, ki slovenskemu jeziku ni zagotavljala enakega položaja in dejansko bila enosmerna cesta k nemškemu jeziku, po drugi oceni je bila suvereno obvladani instrument za germanizacijo slovenskega prebivalstva. Vladala je politika asimilacije, kot je nazadnje gotovil britanski zgodovinar Robert Knight. Pleterski pravi, da je bila pravica močnejšega na Koroškem neusahljiv vir samozavesti nasprotnikov enakopravnosti Slovencev. Ti nikoli niso bili pripravljeni priznati, da obstaja na Koroškem strnjeno slovensko narodno ozemlje in so v deželnem in državnem merilu sanjali o nemški poti do Južnega nemškega morja, do Jadrana. V svojih glasilih so ostro zavračali slovenske zahteve in blatili tiste, ki so jih zastopali.
Neprestano so govorili o nacionalnem miru v deželi v predmarčni dobi vse do časa, ko so v deželo prinesli nemir tujci iz Kranjskega, odnosno Štajerskega. Pri tem so popolnoma ignorirali, da so v svojih vrstah imeli kar nekaj oseb, ki niso bile s Koroške. Tudi v primeru duhovščine so ignorirali, da je znatno število nemške bilo iz Bavarske in Baden-Württemberga. Motila jih je le tista iz Kranjske in Štajerske ter iz čeških dežel. Zanje slovensko gibanje ni imelo v deželi domovinske pravice, to je bil pravzaprav aksiom vse nemško-nacionalne politike. Sestavni del nemško-nacionalne politike je bilo tudi permanentno sklicevanje na deželni patriotizem, deželno zavest in na koroštvo, ki da je vcepljeno vsemu prebivalstvu, ne glede na jezikovno pripadnost. Nemška publicistika je že v desetletjih pred plebiscitom razvila splet pejorativnih označitev za tiste koroške Slovence, ki so vztrajali pri svoji narodni zavesti. Tistim, ki pa so bili iz katerihkoli vzrokov voljni, da se ji odpovedo, odnosno je ne poudarjajo, pa so gladili s konstruktom Nemcem prijazni Slovenci pot v asimilacijo. Ta pozitivna zvrst je, po mnenju nemških nacionalcev, glasovala za nemško svobodnjaško stranko. Druga zvrst so Slovenci v Slovenski narodni stranki. Ti imajo v glasilih nemških nacionalcev samo najbolj negativne lastnosti in to predvsem seveda v Freie Stimmen. Ta zvrst, torej zavedni Slovenci, je klerikalna, izdajalska, sovražna do Nemcev, ni domača, ampak uvožena. Z delitvijo slovenskega prebivalstva so postavili trditev, da je znaten del njihovih sodeželanov Nemcem sovražen. Z negativnimi oznakami so konotirali tudi vse tiste, ki so občasno iskali povezavo s slovenskim gibanjem, bodi si, da so to bili socialni demokrati ali krščanski socialci. Socialni demokrati so odklanjali klerikalizem slovenske stranke in glede nacionalne pripadnosti menili, da je to stvar osebne odločitve. Po ohladitvi odnosov med slovenskim in nemškim konzervativnim gibanjem je na prehodu stoletja spet prišlo do občasnega sodelovanja obeh skupin pri volitvah. Nekega trajnejšega sodelovanja, ki bi temeljilo na skupni organizaciji, pa ni bilo več. Konzervativni nemški konzervativni list Kärntner Blatt pa se je v zadnjih letih monarhije glede na slovensko gibanje ni dosti razlikoval od nemško-nacionalnega lista Freie Stimmen. Če pogledamo propagandno-politična označevanja lastnega, predvsem pa nasprotnih političnih taborov z oznakami, frazami, parolami, obdolžitvami, gesli, na primeru Freie Stimmen pred plebiscitom, med njim in po njem, potem lahko povemo, da se glavna gesla stalno ponavljajo z različno intenzivnostjo in da so prirejena za vsako situacijo posebej. Vasilij Melik je analiziral pisanje tega lista, ki po njem krščanskim socialcem in socialnim demokratom očita, da nista nemški, ampak internacionalni stranki, da obe zato izdajata tudi nemštvo in sklepata volilne sporazume z nacionalnimi nasprotniki. Socialni demokraciji je očital še judovstvo. Poudarjajo več kot tisočletno sožitje Nemcev in Slovencev v deželi pod blagodejnim vplivom nemške kulture. Melik je strnil pisanje lista o Slovencih takole. In sicer
se ta ocena nanaša na označitve pred plebiscitom, med plebiscitom in neposredno po njem. Takole pravi. Ob plebiscitu pišejo freie Stimmen o Slovencih tako, kako da so vsi istih misli z Nemci, kako da nacionalne slovenske usmerjenosti sploh nikjer ni. So le domovini zvesti Korošci. Po plebiscitu se pisanje nekako povrne v predvojni ton. Pri Slovenski narodni stranki pa zdaj ni več aktualen njen kranjski izvor, pač pa se naglaša njena jugoslovanska usmerjenost. Dežela, deželna zavest, deželni patriotizem igrajo ves čas precejšnjo vlogo, daleč največjo in najbolj poudarjeno v času plebiscita. Pred vojno se piše o slovenski in svobodni Koroški, pri čemer je razumeti svobodno kot nemško svobodnjaško. Ob plebiscitu je geslo Koroška svobodna in tokrat velja Koroška, to pomeni zdaj osvoboditev izpod jugoslovanske okupacije, osvoboditev pred grozečo pripojitvijo dela Koroške k Jugoslaviji. Bistvo koroškega plebiscita ni pripadnost k nemštvu ali slovenstvu, ampak pripadnost k Koroški, k ljudski nemško-avstrijski državi, k miru, kulturi, civilizaciji, k Evropi ali, na drugi strani, k Balkanu, k večni vojni, imperializmu, militarizmu, nekulturi, lapčevstvu. Meja ločnica teh dveh svetov pa so Karavanke. Tako Melik. Plebiscitno propagando za Avstrijo je vodil mnogoštevilni deželni agitacijski urad, ki se je kmalu preimenoval v Kärntner Heimatdienst, Koroška domovinska služba. S periodičnimi listi Koroško Korošcem, Horuk Koroška domovina, plakati in letaki je usmerjal agitacijo za Avstrijo. Naslanjajo se je lahko tudi seveda na freie Stimmen in na Kärntner Tagblatt. Slovenska stran se je v propagandi opirala na narodnost, na narodno zavest koroških Slovencev in seveda tudi izdajala svoja glasila. So bila jugoslovanski Korotan, Korošec, Mlada Jugoslavija in Draupust in nazadnje na 4 številke socialista za plebiscitno ozemlje. Seveda pa je še naprej izhajal mir, ki se je nazadnje popolnoma posvetil plebiscitni propagandi. Na avstrijski strani se je poudarjala demokratična ureditev države z napredno socialno zakonodajo, poudarjala se je demilitarizacija in posebno glede dežele njena geografska in gospodarska zaokroženost. Na slovenski strani pa je bil v centru propagande narodni aspekt, želja po nacionalni enakopravnosti na vseh področjih družbenega življenja in s tem po osvoboditvi izpod nemštva. Obe strani sta trosili letake in afižirali plakate. Na očitek srbskega militarizma v Jugoslaviji je slovenska stran odgovorila in strašila pred prusko Pickelhaubo. Slovenska je slikala gospodarsko situacijo nemške Avstrije v zelo slabi luči, avstrijska je odgovorila in slikala negativno situacijo delavstva v Jugoslaviji, pri čemer je lahko spregovorila o štrajkih v Sloveniji in incidentu s smrtnimi žrtvami v Ljubljani. Ko je tik pred plebiscitom generalni vikar za plebiscitno ozemlje Matija Randl izdal svojo znamenito pastirsko pismo o dolžnostih vernikov, nekak apel glede zadržanja pri plebiscitu in v njej govoril o tem, kaj vse združuje katolicizem in pravoslavje, mu je v zadnjem trenutku odgovoril krški škof Adam Hefter. Za svojo avtoriteto je povedal, da generalni vikar pooblastila za tak korak ni imel in potem naštel, kaj vse ločuje katolicizem od pravoslavja.
Njegov letak so potem trosili s pomočjo letala. Izid glasovanja je poznan. Manj znano je, kaj se je dogajalo s slovenskimi agitatorji in tistimi, o katerih so mislili zmagovalci, da so glasovali za Jugoslavijo. Sledile so represije. Tinskega pošta in bivšega deželnozborskega poslanca Gregorja Enšpilerja so skupaj s kaplanom Cirilom Kandudom spravili na mejo pri Plibergu in jo izgnali. Iskala sta prvo zavetje v prevaljskem župnišču in tam naletela na številne druge izgnane, odnosno begunce. V Borovljah, kjer so zastopniki lokalnega narodnega sveta 2. novembra 1918 prevzeli oblast in proglasili v precejšnji zmoti združitev z Jugoslovansko republiko, so zbrali večje število glasovalcev za Jugoslavijo in mu v Podgori pripravili vlak in se odpeljali preko Podroščice v Jugoslavijo. Pri tej akciji so se posebno izkazali nemški sodrugi. Od vodstva železarne so namreč zahtevali, da odpusti slovenske delavce, o katerih so menili, da so glasovali za Jugoslavijo. S delavci so tedaj Borovlje zapustili tudi številni puškarji in nekateri strokovni učitelji puškarske šole. Takoj se je pričel tudi boj za večinskemu prebivalstvu primeren narativ o plebiscitu. V ospredju ni bila več demokratična odločitev prebivalstva 10. oktobra, temveč so to postali obrambni boji, ki so se heroizirali. Takoj je bilo potrebno minimizirati vlogo socialnih demokratov v obdobju plebiscita, državnemu kanclerju Karlu Rennerju pa potakniti nezanimanje ali celo izdajo koroških interesov. Koroški Slovenec, ki je nasledil mir, je domala vsa leta svojega izhajanja rotil elite večinskega prebivalstva, da naj ob obletnicah plebiscita končno prenehajo z diskreditacijo slovenskega prebivalstva in nehajo neprestano pisati o vsaki, še tako majhni plebiscitni proslavi na južnem Koroškem. In naj prenehajo z diskreditacijo tistih in s poniževanjem tistih koroških Slovencev, ki so glasovali za Jugoslavijo in jih označevati kot izdajalce domovine. Zmagovalna stran je postavljala spomenike bramovcem, najodmevnejša je bila postavitev spomenika v Šentjakobu rožu še pred II. Svetovno vojno, ki se je izrodila v pravo nacistično manifestacijo še pred Anschlussom. S spomeniki so nadaljevali tudi še tik pred koncem 20. stoletja in začetka 21. Naj vsa obeležja stojijo in izpričujejo, v kakej meri so nosilci tradicije obrambnih bojev oziroma plebiscita izgubili izpred oči karakter plebiscitne odločitve in kako ta ali drugi spomenik potvarja z napisom zgodovinsko nesporna in znana dejstva. Kot taka naj navedem le spomenik pred vhodom v bivšo železarno v Borovljah in centralno obeležje na mestu koroške enotnosti na dvorišču deželnega dvorca, kjer se v zadnjih letih odvijajo uradna slavja na dan glasovanja. Ob trajanju teh tradicij velja študentsko geslo Naše vse je upor, 100 Jahre nichts zu feiern, tako slovenski študentje na Dunaju, v Gradcu in Celovcu. Hvala lepa za pozornost.